se meti. Letos je vse drugače, ja. Moja pot severnega tečaja je vsako leto ista. Jelenčki ne bogajo, počasni so, gneča na nebu. Kje pa so otroci? Halo? Kje ste? O, smrekca! Mogoče pa tam kaj za mene. O, poglej, spomnili so se name. Smrekica, piškotki in čaj. Ja, otroci, dragi moji, hvala vam, kjerkoli se že skrivate. Malo čaja popijem. Vzamem piškot in kar na pot, da vas poiščem, ker dedek nima odmora vse do konca decembra. Otroci, hvala vam! Otroci? Halo? Kje ste, no? Kje se skrivate, no? So dobri piškoti. Otroci, kje ste? Halo? No, dedek je prišel. Kaj se mi skrivate, otroci moji? Halo? A vi mene hecate, ali kaj? Vas bom že našel. Dedek najde vse. Ne morete se mi skriti, ne. Dedek, kaj se pa greš? Otroke iščeš, no. Otroci? 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 Dedek je prišel. Otroci? Tukaj sem. Cel Cankarjev dom sem že preiskal, pa nobenega našel. Piškotki so bili, kje so pa otroci? Aha, tukaj je dvorana. Mogoče so pa tukaj. Ja, kje pa ste? Ja, pa jaz sem bil prepričan, da ste tukaj noter, no. Otroci! A ti mene snemaš, fant? Ja, se res, takšni časi so letos, ne? Vi ste doma, dragi moji! Joj, zdaj mi je pa malo nerodno, ker sem mislil, da sem sam, pa sem jaz kar po svoje delu. Ja, nič, veste kaj, dragi moji otroci? Dedek ima za vsako stvar rešitev in tudi tokrat je temu tako. Vam bom pokazal, kako. Za mano! Takole. Dragi moji otroci, jaz sem vesel, da se vsaj takole srečamo. Preko ekrana, da me vidite, pa da se povežemo. In za vas sem pripravil eno tako lepo pravljico. Da vam jo podarim ob novem letu, seveda, a ne? Še prej bi vam pa rad zaželel zelo, zelo lepe in tople praznike in zares srečno novo leto. Zdaj pa k pravljici, kaj ne? Ja, je že čas. Poglejte, dragi moji otroci, za vas sem izbral pravljico z naslovom Čas pravljic. Kako primerno, ne? No, pa začnimo. Tole je Anka. Čas pravljic je bil Ankin najljubši del dneva. Vzela je s police vse svoje slikanice in jih odnesla k mami. Potem sta Anka in mama sedela na zofi in brali pravljice. Ankina najljubša pravljica je bila Medvedkov piknik. Mama ji jo je prebrala vsak dan, včasih celo dvakrat. Preberiva Medvedkov piknik, je zmeraj rekla Anka. Kaj pa, ko bi rajši prebrali Srečno lokomotivo, je predlagala mama. O ne, je rekla Anka, o srečni lokomotivi že vse vem. Rada bi slišala zgodbo o medvedku. No, prav, je rekla mama. Pa spet preberiva Medvedkov piknik. Anka in mama sta vsak dan prebrali veliko knjig, slikanic, knjig s številkami, knjig z abecedo in vsak dan
sta prebrali Medvedkov piknik. Ko je Anka nekoč spet potegnila knjige s police in jih odnesla v dnevno sobo, mama ni bila razpoložena za branje. Ležala je na zofi. Glava me boli, je rekla. Oprosti, danes ti ne morem brati. Uboga mama, je rekla Anka. Nežno je pogladila mamo po čelu in jo pokrila z odejo. Danes ti bom jaz prebrala pravljico, je rekla. Prebrala pravljico, se je začudila mama. Ali znaš brati, Anka? Znam, je rekla Anka. Prebrala ti bom Medvedkov piknik. To je moja najljubša pravljica, ker jo bereš vsak dan. Mama se je nasmehnila in zaprla oči. Anka je odprla knjigo Medvedkov piknik in jo prebrala mami. Od začetka do konca. Tako, dragi moji, to je moje majhno darilo za vas, da se boste imeli lepše. Ne pozabite, rad vas imam in naslednje leto se srečamo v živo in se malo objamemo. Pa, pa!